Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 65. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Aljažom Pengovom Bitencem oziroma Pengovskim, ki dela na radiju Kaos, tako da se malo pogovarjali o internetnosti radija, poloradiju Kaos, digitalizaciji radija in pa temu, kako izbrati ta prav template za WordPress, ki ga je BSD izbral in bo zamenjal sajt. To sem za nalaž rekel, da ga bo enkrat res mogel. Naprej začnemo, pa še enkrat hvala vsem, ki ste že podprli Apparatus. Vsak evro prav pride, ker s tem podprete celo mrežo, ne samo podcast Apparatus, tudi ostale šove, ki so na tej mreži. Če pa tega še niste naredili, pa bi radi podprli naše delo, greste pa lahko na apparatus.si/podpri in nas tam podprete. Evo, za Pengovski. Tako. Zdaj ti nekaj reči, da jaz vidim, da klesa. Ok, 22-23. Odlično, 14-15, da se zgleda full profil. Tako. Prvo vprašanje, ki je vedno isto, kdo si in kaj počneš? Pengovski, Aljaž Pengov Bitenc, kaj povem, agent provokateur. Ja, to imaš Twitter bio. Tam je tako, najboljši me opiše, veš, drugač dnevna služba, ne, oziroma tako moram reči, z odgovorom stare dobre diareje. Sem Aljaž Pengov Bitenc, stručnjak za internetni radio, a noču honorarno pišem blog. Je bi ga treba živeti. Tako da ja, radio je dnevni job, ampak ki je v bistvu drag hobi. Radio Kaos, ampak blogam že tudi nekaj časa, pa nedelo, kolumne. No, pisanja priva, gre začeti prvo s kaosom. Kaj je kaos? Ne mi izkonvengiraš. Ne, veš kaj je to? Eksperiment v teku. Aha, ok. Ja, to je to. Ampak začetna logika je bila pa kašna. Ok, eksperiment šteka, ampak tako, da čim več teh stvari povezati, to mi je še nekako jasno. Ja, in to je to. Potem pa vse ostalo, ni bilo nekega hudega premisleka, še največji premislek je bil poslovni načrt, ki je seveda takoj splaval po vodi. Kaj pa je bil poslovni načrt? Da mi prodajamo 30% oglasnega prostora, ne, da veš, imam klecin pač orgije vsak dan in tako dalje, ampak no, realnost je zelo hitro udarila, ampak smo še dosti neumni, da po 10 letih še vedno ustrajamo. No, vse to, ampak 10 let to je že doba, ne? Ja, veš, to zdaj, to je že rečeš, ne, da ni tako. Ampak kaj je pa zdaj Radio Kaos, kar mogoče na začetku nisi mislil, da bo? Vedno bolj hiperlokalni mediji. Vedno bolj, mislim, že pred časom je potem, ne, ko smo videli, da na nacionalni ravni, ko smo v praksi videli to, kar v teoriji vsi vemo, da s velikimi ne moreš tekmovati, smo pač potem rekli, glej, v Ljubljani smo, takrat je, mislim, da RGL dokončno ugasnil kot kakršenkoli resen regionalni medij. Pa smo rekli, dajmo iti v to. In zdaj poskušamo Ljubljano pokriti z vseh zornih kotov. Ne ratamo, premalo ljudi, še veliko se da narediti, ampak to je nekako osnovni fokus, to in pa kultura. Ker Radio Kaos delava dva, jaz in moj oče, Andrej, in on se pa na kulturo, on pa res tukaj, bom rekel, srce pusti na igrišču. In na obeh področjih bi si upal reči, čeprav se lastna hvala podmizovala, da smo še kar dobri. Na kulturi verjetno zelo boljš kot na lokalnem področju. Zdaj, prej, ki si rekel, da se z ta velikimi, oziroma z nacionalnimi ne gre bost. To je včasih v bistvu bil sam RTV, potem je pa še tista druga tvorba nastala, ki zdaj obstaja. Ki je RTV vedno bolj podobna. Ja. To je mogoče slabo, ja. Ampak kako si pa ti na to gledal? Kaj ti si zdaj, če si 10 let kle, pa si saj nekaj svojega delal, A veš, ta povezovanja, koliko so ti slaba ali pa ti niso slaba? To je bo full loaded question. Povezovanja... Ja, pač Radio 1 in vse, kar je to. Mislim, zdaj je tako, jaz imam tukaj eno zelo neposredno zgodbo, zaradi katere nisem čist objektiven. Sej, ne slabega. Ampak jaz sem prej, sem Drejen sva prej delala na tistemu, česar je bilo takrat znano kot Slovenski poslovni kanal in je zdaj na tej frekvenci Radio 1 in tisto se ni srečno ali pa prijazno izteklo. Tako da imam pač poleg splošnega problema z povezovanjem in amorfiziranjem vsebin, radijskih, tudi čisto oseben, ne morem rekel problem, ampak dajmo reči manjšo zamero, ki pa je po drugi strani brez tistega takrat Radio Kaos ne bi bilo. Tako da vsaka stvar je za nekaj dobra. Je pa tako, da je z mreženjem radijskih postaj načeloma ni nič narobe.
vendar je pa tako kot marsikaj v Sloveniji, ne, izvedba pri nas, ne morem drugega reči, smrdi. In to zato, ker gre na račun kvalitete programa. No, se to, ker mislim, da to se folk. Jaz ne vem, koliko ljudi to sploh ve. Jaz sem to tudi dosti spremljal, ker sem bil pač na RS-u, ne, in si pač to videl, ne, ta cel proces. Ampak se mi zdi, da folk, jaz ko folku rečem, ja, veš, pa so pa radio Brežice vzeli, pa so Sanjšo smrdnice pustili, ne. Zdaj na pa, tako enega. Ja. Ampak to ljudje sploh ne vejo. Ker na eni točki je pač to rata, zgledali je kar neka taka legit sprememba, ki je... Bolj samo kritična, ne? Veliko pove tudi o kvaliteti radio preden. Ja. Jih je pač mreža pod razne firme okoli oblaka prevzela, ne? Ampak pa še nekaj je, ne? To imam jaz na splošno zamero do slovenskega medijskega prostora, ki pač... Leo Oblak je od neke pršo, ne? Še več. Ideja mrežne, ker ni samo on njegova mreža, je največja, ne? Ima največji vpliv, tudi marketinški, vsebinski, ampak ni edina. Ne? Ta ideja od nekje prišla, na neko zelo, da rečem, fertilno, ne? Se pravi, ja. Čakali se je, da se bo en to spomnil. Pač. Ko se je to začel, ne, je kupil eno majhno radijsko postajo, pa smo se vsi režali, gled, komu so se pustili kupati. Ne? Čez 3 leta ni bilo nobenega več, ko bi delal Ja, itak. In tako, in po en strani si slovenski mradijski prostor to zasluži. Ja, okay, to po svoje si štekam. Ja, to je res. Čisto, ker so ljudje, ki so skozi opozarjali na to, pa jih noben ni poslušal. Ja. Ker so vsi hoteli sam zaslužiti. Ker smo se šli nek grozen kapitalizem, ne? Je pač na koncu en zaslužil, ker na piramidi je samo prostora za enega na vrhu. Ne? Tako da, ja. Toliko tem. Ja, se to, ne, ampak je tako, ker pri nas je, mislim, mi imamo po svoje zegan, pa zdaj že spet hvalam, ampak ok, pač z valom, ne, imamo po svoje zegan, kle je ta, koliko si ta kapitalizem omenil, kle je res nacionalka vredna svojega denarja, vsaj drugi program, enko, tam se lahko pogovarjamo, ampak, drugi program je res, tako, da rečeš, kle gre pa nek denar davkoplačevalca, whatever, v neki, ki ni stran vržen, ne. Ki pa pol ti vidiš, če recimo to na nacionalni, recimo se boriš proti tem kapitalistom, pa imaš val 202, ki nekak. Ampak ne. Zdaj tako me zanima, koliko si rekel, da je hiperlokalno, a ne? Koliko pa misliš, da so te, ker to je pol, vsaj v tem kontekstu mal niša, a ne? Koliko pa misliš, da so te zadeve pač lahko močne, pa ti v Ljubljani delaš, ki je še ta največja stvar pri nas, ne? Koliko pa misliš, da drugje je še enemu, ki bi v Brežicah imel nekaj podobnega, ne? Kva pa to za une pomeni? Ker se mi zdi, da Ljubljana ima neko maso, ne kritično mogoče, ampak ima maso, da se nekaj da, ne, veš. Zdaj tako je, seveda se da, ne, ampak tukaj sta dva elementa. Eno je ta, ne, ki Radio Kaos nima frekvence, ne. Je recimo nekaj, za katero smo se prvih 5-6 let zelo prizadevali in bili vedno drugi na vsakem razpisu, za 0,Jozef točke, tako da takrat, ta četrtič mi je že jasno ratal, da kle nekaj izmenen, ne. Ampak odgovor, Del odgovora se skriva če govoriva o radiju kot radiju, del odgovora se skriva v digitalizaciji frekvenčnega spektra. Ker tam bo potem več prostora z manjšimi stroški. Je nekaj velikih cak, ena od njih je, kdo bo lahko te multiplekse upravljal in ali bo lahko upravitelj multipleksa tudi ponudnik vsebin. To dvoje bi bilo, po mojem, fajn ločet. Ker če ne smo spet... Ne, pa ti greva to razložiti, ker to mislim, da ljudje ne vejo. No, povej to teorijo, kaj se pri digitalizaciji sploh zgodi. Ja, pri Zdaj je pač to tako, imamo pač analogen frekvenčen spektr, kjer pač je ena frekvenca na nekem območju dodeljena enemu radiju, ker se zaradi fizikalnih lastnosti sicer tepe. In si ti tako oddajalec, ne, se pravi oddajnik kot producent svojega lastnega programa in razen tega, da moraš najeti od oddajnikov in zvez ta veliko anteno, ne, in si ti kontroliraš celotno verigo, od produkcije vsebine do dostave do poslušalca. Ne? Pri digitalizaciji se pa vedno bolj pogovarjamo od nekem recimo dobra analogija bi bil kabelski sistem, ne? Kjer nekdo tretji upravlja infrastrukturo, se pravi kanale, in jih potem za določen fi na mesec ali pa na leto oddaja ponudnikom vsebin, kdorkoli to že je. Ne? In se potem radio prelevi iz radija, kot ga poznamo danes, v producente vsebin, ki so pač lahko zdaj govorne, glasbene, karkoli. Mislim, da tukaj se potem odpira ena pletora enih možnosti, ne, vključno z konvergenco medijev, ne, ker to je tudi ena pač od idej kaosa, recimo idej, ampak
recimo, da če nekoč pride do digitalizacije in da smo mi tam zraven, ne, imaš potem opcije, slike, video, radio, vse se pa kar naenkrat da. Ne. Kombinacije so neskončne. Ena taka zelo fina, že bolj na začetku digitalnega je bil en kanadski radio, ker Kanadčani so zelo hitro to pograbili, zaradi širine, ker je pa veliko. Ne. Naprava v avtu, ki ti pač preko digitalnega radia sporoča prometne informacije, pri čemer se na zemljevid slika v avtu, ne. Zemljevid sam se osvežuje na 15 minut, informacije na 5 minut, imaš ti to storitev poleg govornega radijskega programa. Ampak to je bilo pred 95, pred skoraj 20 leti. A veš, koliko tehnologija napredovala v 20 letih? Skratka, tako, ful se da. Ne? In seveda to omogoča tudi neke opcije preživetja in tudi povezovanja raznih hiperlokalnih medijev, ki imajo lahko, ne? In to je pa ta druga zamera do trenutne situacije, več svoje identitete. V Brežicah, v Ljubljani, a veš, ti imaš lahko isti, podoben mušter, ne, in po tehnološkem delu in po vsebinskem v končni fazi tudi, ampak z lokalci, z lokalnimi ljudmi, ne z izmenjavo novic pa oglasnega prostora, pa ne vem kaj, ne, ampak enostavno par takih koščkov, ki je vsak na nek način avtonomen, hkrati pa del večje celote. Tako, zdaj zelo na pamet. No? Če se to zgodi, imaš pa v bistvu fair povezovanje. Če se to zgodi. Tako, ne. Ja, pa tam je treba še povedati, ne, da ti zakaj je bilo fajn ločiti pač te, kar delajo. Ja, ne. ja. Ja, pa mislim, vse je logično. Ne. A misliš, da se to pri nas zgodilo? Mislim, da se bo. Okay. Iz preprostega razloga, ker je bilo na evropski ravni preveč slabih izkušenj z tovrstnim konfliktom interesov. Ne? Aha, da bo... Ja, na evropski ravni od odzunaj bo prišel ta input, ne? Ker tudi, če se bo zakonodajalec pri nas spustil zlobirati in ta lobiranje bo prihajala iz več kot samo enega vira, ne? Ja. Spet, ne smemo biti krivični, ni samo en tovrstni interes, nekaj jih je in vsi težijo v isto smer. Bo enostavno zaradi pravil skupnega trga in varstva konkurence tako dalje, bo pač to vsaj približno, se mi zdi, fair urejeno. Ja. Mislim, ker ti se res odpira polene šanse tako za manjše entitete, da bi lahko vsaj živele, ne? Kar česar zdaj ni, ne? Ker zdaj je ta velika antena v igri. Pač, zdaj gre bolj za životarjenje. Ja, ja več ali manj. Ja. Se zato. Ok, pa kje, pač glede na to, da imaš kaos, pa to, nekje pa pol internet pri tej tvoji logiki vse zraven pride, ne? Si štekam, že spet konvergenca, bo vse te zadeve, ampak tako, čisto štarto, veš, tako, jaz zmerno govorim o tej internetnosti, ne, s folkom. Kako si ti to videl, pa zdaj, ki je že spet 10 let, pa je že v štartu, kako si ti to takrat videl? Kaj je takrat net teb? Kakšen faktor ti je bil? Takrat je bil še vedno faktor presenečenja. Daleč od tega, da bi bil pač streaming po spletu takrat kaj novega. Ne? Ja. Ampak po drugi strani je bil pa, ne bom rekel prvi, ker tega ne vem, ampak definitivno eden prvih pač primerov, ko smo pokazali, da se da to narediti z relativno majhnim vložkom. Pri nas na začetku, še danes, ni velikih serverjev, kakšnih, ne vem, ni podvajalnikov, potrojalnikov, signala, ne vem česa. Veš, mi smo najprej začeli z eno malo močnejšo kištico kolokacijsko pri Volji, ki je še obstajala, pa 768K linijo navzven in tle je šlo vse. Je šel pač 32.16 ali 32.16? Actually je bil 96K, pa 32K celo na začetku. Veš, še to. Ja, bogato. Ja, no, ampak ja, recimo, že tako na začetku se je pokazalo, mi smo na začetku relativno velik boom, ravno zaradi kvalitete zvoka. Ja. No, in že to, da smo šli mi na 96 v začetku, je bilo ono, wow, se vas se pa dobro sliši. Ja, ni bilo nič unga. Ni bilo teki pa plehnatega zvoka, pa vse to, kar smo bili navajeni pri 32. Ja. A veš, in pa smo začeli nalagati. Smo najprej prve stvari delali z videom, pa pol nam je glih prav prišlo, da je Microsoft pseudo-streaming naredil v Explorerju, pa je bilo tisto fajn, pa je bil tisto majhen video, ampak glej, internet je bil več kot samo, kaj se temu reče, lifeline, ne, v lepi slovenščini. Je brez interneta takrat mi tudi ne bi začeli delati. Tudi naš televizijski output, ne, je bil v osnovi
so bile to 4 spletne strani narejene v security kamere razdelilnik, ki so se pač nekaj rolale. Ne? In še danes je vse na tej osnovi. Se včasih tudi pozna, ker če bi recimo tukaj delal, ne vem, z neko TV broadcast opremo, bi bila za današnje razmere kvaliteta slike, ki jo dajemo, ne? Boljša, zdaj gledi se nekaj razmišljamo o Full HD pa tako dalje, ne? Ja. Ampak jaz pridem do tega šele, da razmišljamo o Full HD, medtem ko seveda je za ta prav TV to tako, ne? Ja. Nekako se podrazumeva, da bo. Ampak na vse gledam z vidika, kako to dostaviti po internetu, sploh na začetku, ne? A bo dosti velik file, a bo mehen, s kakšno resolucijo bomo tole naredili. Ker je bil vsak megabajt bo pomemben, danes ni več. Ne? Ja, danes se lahko prvošeš v bistvu kar češ. Ampak na začetku ko smo delali, ker še vedno, no, upam, da do jesen bomo končno ovrgli Silverlight in Windows Media in tako dalje. Ne? To je dejansko eno od mojih vprašanj. Ja. No, ampak glej, zaradi zmanjševanja začetnih stroškov in dostopnosti tehnologije takrat smo tam ostali, ne? In takrat, smo razmišljali, a gremo ta prve video dela 218K ali 512 ali koliko, ne? No, zdaj smo pa pač na 1280-720 pikslov brez problema. Ja. To recimo, ampak celotna produkcija, ne, je fiksirana na vprašanje, ali bomo to lahko dostavili prek interneta. To je internet, ne, v tej celi zgodbi. To je že ena taka stvar, ki ti da, to je meni v bistvu všeč, ker vas je to prisilil, ne? Ja. Na začetku, da ste tako razmišljali, ne? Zdaj pa to, ker je to vse se da, ne? Pa ljudje več ne razmišljajo tako, ne? Pa preveč griznejo ponovadi, ne? Jaz bi imel nekaj na netu, vsi sanjajo, kva bo, ne? In pa zaplavajo neke vode, ki ne bi smeli. Princip je isti kot včasih analognega radija, ker zakaj imamo toliko radio po Sloveniji? Ker je vsak župan, vsak mesar, vsak ne vem, je mislil, da jaz imel pa radio, ki se bo vrtela taka muska, kot mi je shotel. Stari, kup si CD changer na 5 plat, pa mir, ja. Tako, a veš. Ja, se to je res, ampak tako, ne, ker ta internetnost, ne, zato je meni pol take stvari cool. Mislim sploh, da vidiš, kako je bilo to takrat, ne, takrat se je res bilo treba razmišljati, pa jaz še zmeraj mislim, da je še zmeraj treba o tem. A veš, tudi zdaj reči, da video je pa dosto vse en kašenje, ali pa že jaz imam resmo pa aparatusu, a veš, kašne MP3 bom dal, koliko bo to veliko, a se bo to hitro dol potegnil, pa zdaj serverje menam, a veš, to so ene stvari, ki jih mogoče en folk pač res ne vidi. Danes o tem ni več toliko treba razmišljati. Ja, ampak kje rata problem? Ne? Nacionalka zdaj je to zelo besno ugotavlja na lastni koži. 4D. Ja, 4D, ja. Ko je treba arhiv menati. Ja. In ti se pa pri Windows Media in tako dalje, ne? Ja. Jaz imam 10 oziroma 12 let arhiva v VMV in VMA. In jaz šele zdaj ugotavljam pomen besede migracija na novo platformo. Prej mi je bilo uno, pa kva, sej pač zainštaliraš nov program, pa adijo, ne? Pa 4 mape preseliš. Ja, tako, ne? Nema više toga. In je, zadnji sem nekomu razlagal. Razmišljam, ne, zdaj Silverlight dol, gremo na HTML5 video, ne? Aha, pa reči, HTML5 video, pa zdaj moram sajt okolo obrniti. Sajt okolo obrniti moram, kar naenkrat iz enega mini projektiča, ne? Ja. To rata ful vela glavobol. Ja. Ja, jaz probam vse te stvari ful naprej razmišljati. Zato imam MP3, čist ni drugje, ka sajt, pa sajt se mi nekam backup, tako da če gre to pogobe, se to da. Jaz sam to razmišljam. Ja. To, da kako zgleda pa to, ne? Čemer se mora pogovarjati, to veš, je ta zadnja, mislim, meni še zmeraj ful pomembna stvar, res ful, jaz se ful trudim s tem, ampak kolikor je pa vsega tega, pa jaz pa zdaj, ko imajo te fante, ki delajo v tem podcastu, ta pivotiranje, mu povedeš, dej fajle pojmenuj, kot sem ti rekel, če bo treba kdorkoli s tem kaj delati, to je... ne bomo vedeli, kaj se dogaja. Evo, na to sem pomenoval, na sistem imenovanja fajlov, ki je od dneva ena isti in ni variante, tudi če dnele moram vse skupirati, pa imamo vse enak datum, on točno vedel, kaj je narejen. Ja, točno to, ja. No, ampak okej, pa ta sajt, ne. A lahko preskočim? Ne, to jaz hočem, da je on the record, ne. Ker jaz sem to, ne vem, komu sem že rekel na Twitterju, enkrat, pa nisem tebe zajebaval, ampak nekaj smo se pogovarjali, sem rekel, da Radio Kazi bi lahko že zamenil, rekel, da ne bomo to reči, ker to bomo vsi reče, ne. Tako res, zdaj sem pozabil, sorry, ki mi je to rekel, res, mislim, da je ženska je to rekla. Ja. Ampak, Silverlight, fair enough, ne, to vse je za video, ne, ampak un template pa lahko zamenjaš. Ja, res je. A veš, ti bi pa... Ne boš verjel, danes,
kupujem novo temo. A res? Ja. No, resno, to je novo slišati. resno. In še več, ne, prvič v karieri kupujem temo. Ja, no, Veš, dvojna zmaga. Ej, sam se splača, jaz sem zdaj videl par aparatusa. Jaz sem že ta prvo od aparatusa kupil, ne tudi od enih, ki so dosto redo, ampak če kupaš od enih teh, ki so malo preverjeni, tako ne samo od enega študenta, ki jih doma dela, ne, se toliko obrestuje. Ravno zato, veš, zaradi vsega tega, ker to je zdaj tretja verzija sajta, odkar jo imamo. In je ta prva je bila čist raketa. Delo je sicer Igor Žbil, ki je zdaj eden od digitalcev na nacionalki, full fine popa, full vse obvlada, ampak je na roke naredil PHP-jo. Okay. Ampak, zgleda, kar raketa, to nisem... Prav oči so bolele, ampak je bilo pa super je bilo. In je pa WordPress pride, pa sem imel pa, 5 blogov za vsako rubriko enega, ne vem kva, skratka drama. Vse je to pa migrirati v en blog, ne, in pa smo pač kleke smo, ne, in zdaj tole je, ja pa se bo že skoraj 6 let, odkar taka je, veš. Ja, ne, tako da, no in pa zdaj, pač ko hočeš zmanjševati obseg problemov, ne, eden od njih je bil, kaj lahko plačam, ne, in tema, klukca, pa še kaj se bo našlo. Na dolgi rok to res ni tako. Ja, nema kak je, sploh ni, tudi to ni več noben denar. Ja, se to je. Jaz sem isto razmišljal, pač za aparato sem prav vzel en framework, ki ga še malo, pa ga oni pečajo, ne se mi WordPress peča, tudi tema se mi v bistvu peča in zdaj sem tako res lažji diham. No. To je, ja. Ampak veš, to je še ena taka stvar, ta internetnost, ne, ker veš, se eni pa se pa zaletijo, ne. Jaz bom imel 17 stvari na sajtu, ki bojo delale, pa ta prvič, ki je treba nekaj zamenjati, da se vodo pade. Čist moja izkušnja, ker sem ta sajt delal, kaj bomo imeli, spletno trgovino, kaj bomo prodajali? Šalčke pa mečke. To sem ugotovil še lepo, pa še zdaj ne dela. A veš, mislim, Ja, se to je. Pač you live and you learn, ne, in sej, po en strani tako, a veš, biti takole napol partizanski v lastnem projektu, pa to, pa vse sam delati je fajn, ne? Pa se veliko naučiš, sam po drugi strani pa, če bi imel pač nek resen kapital zadnji, bi to naredil ne v 3 letih, ampak v 3 mesecih, ker bi dal nekomu 3 urje, pa bi on naredil načrt. Ampak veš kva, ampak jaz še zmeraj mislim, da je važen, če greš čez to neko šolo, veš, kva hočeš. Sej se strinjam. Ker to unike sajte delajo najbolj obolevajo, ker dobivajo stranke, ki mislijo, da na internetu se može vse. Sej to je seveda res, ne? Ampak z vidika učinkovitosti pa samega vodenja projekta, a veš, napravim. Na neki točki se moraš odločiti, kdaj si toliko resen, ne, da je tvoj čas več vreden kot sam vse ono, kar boš zabil, zato da se boš naučil, kako v vrstici 512 od CSS-ju uno stvar popraviti. Res, da bo nekam nekaj skočil. Vse to je res. Sam to, ampak, glej, vsi pridemo do tega na neke točke. Veš. Ja, se to itak res. Meni da pomaga to, ker sem dal zdaj ta PayPal ven, ki me je folk malo podprl, sem pa lahko temu kupil. Ker nisem več jaz maličil nekih stvari. Ne, pa mene pa to super, no, ker je, da se take aparatus pa tako dalje, da ste se to začeli delati, ker to je pa po drugi strani, ne, je pa ravno za ne zameri, ne, resne medije, a veš, pa druga spodbuda, ker se vsebina se začela dogajati na off-media sceni. A veš, in je, tako da hvala Bogu, no. Ne, se meni čistko, pa ne, pa se jaz tako jemljem že, veš, jaz mislim, da je glih to, kar preček malo nazaj na radio, ne, pa na te lokalne postaje. Ne. Sej to je bila meni fora, ker meni se zdele lokalne postaje v unem cajtu, taka kar konkretna proti Utež, takrat je bi ga samo nacionalki, ki je bila močna. In so iz tam tudi oni pol, je bil nek bazen, veš, kar so oni lahko jemali. Mislim, to je bilo samo dobro, da je bilo razpršeno, veš. In glih zaradi tega mene, zato je dosti tudi upati, kot mislim, da ti pa zanjška ste pri Nataši, ne, na Metenem čak ste še Karoli malo govorili. Zdaj, da vsi malo upamo na to digitalizacijo, da bo mogoče presekala to neko slovensko že spet sceno. In res je treba presekati, ne, veš, ker poglej, kaj se je bilo s televizijo. Koliko časa so pacali digitalizacijo televizije? 100 let. In pokaj je takrat, ko je že Golobič je bil minister, so rekli, deč, konc, 1. decembra, kaj je bilo, 12? 11. Ja, no skratka. Ja, kaj se je pa zgodilo? Ja, v trgovini so bile fule, kar nekaj je bilo dekoderjev, vse je bilo v redu, a veš, uno, nikome ništa. Da jim je, no. Edin, kar je Norvežane, so pač toliko sesuli, da so Bugarjevi že šli. Ja.
Tako da tudi, mislim, veliko se da tudi zavoziti tudi na tem področju, no, ampak z vidika uporabnika pa mislim, da pa res ni take drame. Ja, ni, ne, pa sej, mene je bolj strah, ker Slovenija včasih, mi smo kar zmagovali pri tem, veš, pri mobilnih telefonih, mislim tako. Ja, ampak zakaj? Ker je bil direktna državna direktiva je bila. Ja, sej, ja. Veš, to je mislim... To grozen reči. Ja, ampak to je žalosten, zakaj bi mobil ta glaven? Zato, ker je bila pač odločitev, da se v to gre. Ja, sej, ja. Ker je tukaj narobe reči. Ja, vem, veš, mi smo to, zdaj bo pa žalostno dejstvo je, da bodo mobilni operaterji pri nas postali profitni centri. Ja. Ker v širšem planu se res ne splača za 2 milijona ljudi nekaj blazno investirati. Res se ne splača. Če si ena multinacionalka, ajde. Ja, to je sam uspod. Pojki si že posod drge, mogoče še tle narediš. Da. Če si ful pameten, imaš 2 milijonski trg za eksperiment. Sam ga ne more imeti vsi za eksperiment. Ja, to je res. Ja, se to je. God, sem tako, ne, se gleda zaradi tega in tam smo gledali ta digitalizacija, pa zgleda, da ne vem, kva se bo. Ja, res, ne bo se bo odprlo, stvari bodo padali, grozen bo, Na koncu pa je eno škatlo, da si imel RTV zraven, pa še to večina, ki je LCD, takrat kupovala, je vse že noter. Vprašanje tega me zanima, če je kdo naredil raziskavo, koliko je zaradi digitalizacije se povečala, če se je, prodaja modernih. Zihar, ker folk je začel gledati, jaz vem, da je moj fotor začel gledati, da je DVB-C, tako. So ljudje pozorni ratali, sej ne. Dobar, ja, upajmo, da bo radio lepš, no, jaz nimam drugega za reči. Naj se ti besede pozlate. Ja, se to, ja. Pa veš kaj, lej, še tako, zdaj pa čisto vsebinsko, ne, kar se Radia Chaos tiče, ok, pa zdaj, če fotor to dela kulturo, ne, pa ti, ko vse ostalo delaš, kakšen pa kle vodilo? Tako, zdaj pa samo content, zdaj, kako se to dostavi do ljudi, vse te. Ampak kaj je pa kle, zdaj pa hiperlokalna scena. Ja. Kaj misliš, oziroma k čemu najbolj stremiš? No? Tako, moja ideja, stremim k temu, da jaz vem prej kot oblast, kaj se dogaja. Samo kritično priznam, da je treba na tej točki res še veliko narediti. Ampak in tudi Kle imajo tudi veliki mediji, konkretno Delo, tisti, ki še imajo dedicated ljubljanske redakcije, ful dobro stvari poštimane. Mislim, ful dobro. Definitivno boljš kaj jaz, ampak glej, mi ni sram se učiti v te velikih. Drugače pa osnovno vodilo kontenta, if it's interesting, don't break it up. Jaz imam, drugače s fotorom vedno konstantno neke kreativne kleše, koliko dolge ne bodo stvari. Ne? In jaz pač redno obolevam, ker so daljše od 7 minut. Ampak, glej, a veš, po drugi, pa je pa tako, pa veš, ponovadi, kadar on dela, sem jaz tamle za mešalko, ne? Pa jaz samega sebe ujamem, ker tamle sedim in poslušam in kar ne vem, kdaj je 15 minut šlomim, ne? Se rečem vsak, ok, če je men, ker sem poklicno deformiran, tole zanimiv. Pa mogoče je pa res še komu drugmu, no? Na to jaz računam, za eno uro, veš. Ampak gled, podcast je... to je drugo. To je drugo, to daš v šeca, pa greš ven, tale naš video, ki v bistvu je pa res tako kamal, kaj že bil Vlado Ambrožič, ker pač sta dva v studiu in pol kamera šljaka sem pa ne. Mogoče je komu dolgčas, ne. Ampak računam na to, veš, da je, če jaz obsedim in za njim ne poslušam, da pa res mogoče še kdo drug, no. Ja. Ne, pa se jaz mislim, da ta barometer, ne zdaj moraš sam iz sebe gledati, ne. Ampak to je že dost, ne, jaz si zmerno tako rečem, ker rečeš za feedback, veš, dajte kakšen mail poslati, ne, pa v Sloveniji, kot res MBM noče maila poslati. Ja, to je pa genialno, ja. Veš, ampak jaz jih pa dejansko pol dobivam, ne, in pol si zmerno, ne, moj bog, ta se je pa dejansko si vzel onih 5 minut, res meni je to, tudi kot ta najboljša stvar, kar se zgodi, ne, ampak klej že spet iz sebe izhajaš, isto je pa pol pri poslušanju, ker jaz, zdaj bom za podcaste govoril, ne. Jaz sem z možem, ne vem, Accidental Tech podcast, ki sem imel zdaj Casey Alisa, ki je bil klet od gost, ne, v Aparatusu, on ima ura 20 včasih, ne. Pa jaz, meni je to taka normala, da, veš, in pol rečem, če sem jaz, ene par nas je, ne. Ene par nas more biti, ker ni... Sej to, ne, pa imaš pa spet vprašanje, a je to kritična masa, ki jo lahko monetiziraš, ne? Čeprav jaz imam kle zegen, ne, jaz se to, v bistvu, bom tako navezal, ne, jaz imam kle zegen, ki jaz gledam res sam downloade, jaz imam res neko konkretno številko, ki vem, koliko ljudi je pač dol potegnil fajl, ga poslušali celo če ga na sredini ven vrže neki kaj plačujem statistiko. To je še ena stvar zdaj, ki jo res dam, ki hočem vedeti. Kako pa ti gledaš pač kakršno, mislim, poslušanost, oziroma, a veš, na kva...
Edina resna statistika, ki ima je valjda sajt. Moram povedati še to, da smo 10 let smo bili na, kar se TV-ja tiče, ker to je klep vudu vrata. Mi smo pač itak nekonkurenčni v smislu 5 televizij imaš, ki se jih gleda, pa žalujoče ostale. In mi smo med žalujočimi ostalimi, ne? Ampak zdaj se nam kar poznali. Zamenjali smo operaterja, smo na T2-ju. Prej smo bili v Ljubljanskem kablu, ki ga je potem kupil Telemach in smo bili samo v delu Telemacha. Sploh ne posod, ne. No in zdaj se nam tale T2 se nekor obrstuje. Moram reči, sem zelo zadovoljen, upam, da so tudi oni z nami in je boljš. Tudi po odzivu in vidimo te, gor dol, fajn, Edina resna statistika, ampak hočem reči, nimam pa številke gledanosti. Ne, pa se to nočem vedeti, to se meni zdi toliko nepomembno, jaz bolj zaradi tega, ne da pol prilagajaš, glede na tisto, ampak tako, na kva sploh gledaš, če imaš vse, to me bolj zanima. Trenutno tista statistika, ki mene res zanima, je engagement na FB-ju pa na Twitterju. Imam statistike tudi za sajt, tako dalje, pač tam je, kar je, ne? Ampak če ne bi bil content tak, da nekoga zanimira in nekaj naredi, pa v bistvu mene bolj to zanima. Pa imaš pa spet svoj drugo črno magijo, kako to zdaj povečati, tako dalje, ne? To je itak, ampak vse to. To me zanima, ne? Pa to sem hotel reči, da ti pohofiram, zaradi aparata, tudi zaradi metine liste, pa tako dalje, ne? Je glizali se pripravljam, da bomo eno oddajco naredili tudi še v podcast. Tako da še razsesovan, da edim prav. Tako da, evo. Lepa. No, cool. Ne, pa jaz to ful meni vsi pa tako, že pa še eden ima podcast, veš, to je sam dober. Tudi to je šola, ki sem recimo, jaz moral skozi dati, ne. Kako zdaj oni imajo video, ne? Veš, pa razmišljaš, vse kul. To je sam dober. Mislim, to je res. Mene je kul, da se je ta scena zdaj začela. Ker na začetku so tako jaz pa bitni pogovori. To več, nima nič drugega. Tako da, nič slavega. Lepa, okej. To sem tudi hodil, če od tekaj sploh, veš, taka, se mi zdi, čisto naraven progression, se mi zdi. Se je, ampak glej, veš, toliko sem bil zapet v to, kar delamo, ne, da sem to, kar sem prej rekel, rabiš zunanji neko eksternalijo, ne, da rečeš, morda pa bi res. Zdaj to fušteka. No, pogremo pa zdaj še na blog, ne? Pač ti pišeš v angleščini, ne? Kar pol v Sloveniji izmerno zgleda, le tega ta pa piše v angleščini, ne? Ampak se mi zdi, da ti si eno od teh, to, kar jaz vem, ker jaz imam tudi en angleški sajt z temi angleškimi mojimi intervjuji, ki se zdaj le danes se glih tresam, ker me je en že spet objavil na svojemu sajtu in imam tak trafik, da švicam že cel dan, a bo sajt preživel ali ne. Ampak, a si po nesreči začel, ali ne taješ, kaj me zanima, to čak, da formuliramo vprašanje čim bolj pravno. Ampak tako, a si začel pač neki, blogi so, jaz bom pa v angleščini naj pišel, kot v slovenščini, pa se je pol to zgodilo, kar se je, ali si rekel, jaz bom pa res prvo pol Slovenijo nekako kazati na ven, zato ker se to zdaj da. Se to je zelo nijansa, ampak to me res zanima, no. V bistvu je bilo oboje zgolj posledica nečesa drugega. Michael Manski. Saint Michael, ne, veliki bloger. Vsi smo veseli na njegovi karnioli. Tiste je bila Biblija, ne, še danes je. In pač valjda, angleščina tam komuniciraš, komentiraš, gordo še neko levo platforme, type pad ali nekaj, ki je bilo itak vse. Type pad je bil včasih tako, pa je pa mal, A veš, in poslali oni moje komentarje tam vedno daljši, ne, vedno bolj smo se pogovarjali, pa takrat ne so bilo, ne vem, 500 ljudi, ki smo tam sploh se s tem nekako ukvarjali, in pa na neke točke je Mike rekel, da je pengovski, get a blog, ne? Equivalent get a room. No in res, ne, pa sem še en intervju sem tako celo z njim naredil, ne, kaj blogi so, ko so pol leta kasneje delali, ko so nas sprašvali, kaj je Twitter, ne, pa mi vsi neki znani. Pa sem ga par stvari vprašal, kaj misliš to, pa ime, pa ga pa dol, sej je rekel, vse en kva, ampak cool, to, kar si je zamislil, you do your thing, postavim in dejansko je prvih par postov v slovenščini. Pol sem se pa zalotil, da je to neka omledna novinarska slovenščina, ker so se mi začele določene te novinarske fraze, veš, kot spomnimo, ne, ali pa kot so poročali na del, in prvi 30, pa fuck, pa bom moral, zdaj to, kar delam na radiju, bom še na blogu delal, ali kaj, no.
Pa sem pa enostavno nazaj v angleščino, pa sem hodil nekaj časa, bil neki full cool, pa ne 2 polsta sem mal miksal, pa tako mal ne. Ni bilo v redu. Pa sem pa šel kar v angleščino, ker je bil pa pol drug premislek, ne, to je bilo 2006, sem jaz začel blogati, ne, in takrat razen STA-jevega angleškega servisa in nesrečno imenovanega vladnega glasila Sinfo, ni bilo nič. Nobenega drugega rednega vira informacij o Sloveniji, ki jih pač ni bil recimo turistični urad, ne. Pustimo dejstvo, da je pač blog v osnovi subjektiven itd., ampak neka publika je nastala in sem bil presenečen, koliko ljudi odzuni, Slovencev. Pol. Aha, tako, da si, tako, okay. Ki so seveda tudi v nekih svojih štimungah, brez politične konotacije, pač z drugimi ljudmi komunicirali v angleščini, sem gotovo, da pač neka publika je. In po nekaj časa bilo itak edina social platforma, ko smo zakon že četali v komentarjih, ne? Rekord enkrat je bil z Miss Nimfi pa s centrifuzijo, 135 komentarjev v eni noči smo naredili. Tamara je ja. Pa Katja, ne? Ampak, enostavno pa je ostalo, Za tebe pa na eni točki so te na The Economistu, se vem, ta je zelo tak, ampak tako, da te oni sploh porajtajo, ne? Ja, se moram reči, jaz mi je kar fajn zdel. Mislim, meni je cool bilo sploh, ker 2.6 je še zmerno zgodaj, ne? Mislim, tudi za Američane, veš, 2.6 pa blog, ne, je tudi tam... To je bil buzzword tako globalen takrat. Takrat je bilo to tako, nekaj se dogaja, ne, tako kot zdaj, ki v bistvu blogi se zmerno ful obstajajo, ampak v bistvu ne obstajajo več, ne, mislim tako. Ampak veš, ampak zaradi tega mi je pol cool, ne, ker pol, veš, če te enkrat Economist porajta, ne, pa to jaz če bi ti pisal 50-50 slova in leščine, dvom, da bi se to zgodilo, ne, točki, veš. Ampak koliko je pa pol, kaj pa zdaj, kaj pišeš, ne, ker zdaj res, jaz kolikor zmerno, ki zasledim, so več ali manj politične teme, a ne. Kako se pa tam odločaš, veš, kaj pišeš za tuj audience, ne? Ali ne? Ne, vse to je ironija, ne. Pišem v tujem jeziku, načeloma poskušam zadevo pisati za tuj audience v smislu, da ne domnevam, da ljudje, ki to berejo, poznajo ozadje. No, se to, kad ti ponovadi razložiš pri folku malo preveč, če bi Slovencem malo preveč razložiš, kdo so, ne? Okay, no, aha. Še vedno je pa 80% obiska iz Slovenije. Ja. Ampak, ne vem, glej, to je tudi vaja zame. Jaz tega nikoli nisem jemal, mislim, stvar je itak ratala preresna za moj okus. Pengovski je bil... hočeš reči, ko imaš avatar, ženska spodnji gatar, da pa pišeš, da pa Economist. Ja, ne, da veš, to je bilo, že zadnji, par drugih ljudi sem skozi leta tako malo pohofiral, pa en profesor politologije, Angleš, sicer na češkem dela, je tako pokomentiral, once you get through the sleazy content, there's some really interesting stuff there, ne? Veš, kaj sem imel na začetku, sem imel to foro, seks in politika, pa nage bave, pa nage tipe objavljalo, pa tako dalje, in resnično se nisem resno jemal. In tudi zdaj se poskušam ne preveč resno jemati in tudi razne profanosti, ki se jih tam gor prevoščam, so predvsem iz tega naslova, ne, da ne postanem sam se povšeč. Tudi pisanje o sebi v tretji osebi je ravno satirizacija tega. In kako se odločam zadnje čase, ko nimam več toliko časa pisal. Včasih sem imel en post na delovnik. Zdaj pač zaradi siceršnjih družinskih obveznosti in lepot ne morem več, ne? Pa tudi tukaj na radiju je treba malo več delati, kot včasih se zalotem, da me dogodki prehitevajo. Recimo ta teden, sem pač objavil en tak masten plunk v splošni smeri predsednika republike glede KPK-ja, ne? In sem bil blazno jezen sam nase, ker sem ga imel že v ponedeljek ob 11. zvečer napisan ga skoraj v celoti, pa sem rekel, bom jutro dokončal, ne? Pa se je vse zgodilo. Na kar ga objavim, na kar ugotovim, da so v torek zjutraj eni 3 zapisi na podobno, ne samo na podobno temo, ampak tudi s podobnimi poantami. In potem rečem pa, fuck, no, a veš. Lahko bi bilo že ena. Ja, lahko bi bil I could be the original, ne? Ampak, tako da ne, zdaj imam še, veš, tudi tako, pa zdaj se mi dogaja, da ima 5 poslov na polno pisanih, ali pa tiskam in sam naslov, full hud naslov, ne, pa kako bom pa zdaj to napisal, ne? Pa treba še nekaj zastaviti. Ja, veš.
Da ne govorimo o tem, ko pač vse že napišeš, nekaj še 2 uri iščeš linke in fotke in... Ja, to z mano govoriš, da veš, kakšen spisek linkov odzvane, tako da... Ja, se to. Ampak, okay, zdaj pa še ena malo tehnična naprej igra na stran programska prijema. Ampak tako, pač ti si dosti fan WordPressa, ne? Ja. Pa lahko le malo zagledaj. Zakaj? Tako, ne, vem, na začetku je bila edina stran, ampak tako, veš, prej si rekel, da je bil kaj, iPad je bil, ali kaj. Ja, tako, ja. Pa, veš, pa je zdaj Drupal ratov, ampak zakaj WordPress? To me res zanima. Okay, aparatu si tudi na WordPressu. Ja. No, pa... Zato, ker je enostaven tudi za ne-power userje. Zdaj, spet, kle na kaosu niso sam jaz pa Andrej, ne? Ampak recimo, da je on-man kle nek rule of thumb, ne? Če lahko njemu razložim, ki je pač človek Wordstara in tako dalje, ker je pač malo starejši gospod, če on to razume, ne, potem lahko utemeljeno sklepam, da bo tudi kdorkoli drug, recimo kle za mano na kaosu pride, ne, ali pa če nekoga na novo uvajam, vem, da bo približen znov. Ne. Še to v WordPress je imel kot nek open source paket in projekt, ki je nekako user-friendly, za moje pojme najširši izbor vseh možnih stvari, ki jih daš lahko zraven, od tweakov do pluginov, do ne vem česa boga. Ne? In tudi naredil se je, ker na začetku, kot izključno blogerska platforma, je že tako malo zaglavil, no pa so šli pa verzija 3, no je bila je bil tako premik. Premik, ja. Pa še zdaj le ena vmes, ko so ga malo polepšali. Ja, tako, so se ene stvari začele dogajati, res opravo. Tako, ne. In pa je pa spet to, veš, gled, mogoče bo, ne vem, čez 3 leta bo šel po poti Joomla, ki pač bo kdaj večni pokoj, čeprav so dali ravno zdaj so nek... Veš, koliko je še teh sajtov? Ja, ne? Veš, koliko je še teh, to je noro. Zdaj so končno naredili neke hude popravke, ampak... Ja, ker pa je pa lažje najdeš 17 istih menijev. Tako, ne, a veš, ne? In, ampak... Ker sem mislil najprej kaos na Joomla postaviti, zato da bi imel, veš, kaj drugega, ne, ampak se gledal, da rekel, ne. In, kot rečeno, in z vidika obsega knowledge base-a, in z vidika vsega, kar je na voljo, in z vidika prilagodljivosti, tako teme kot zadnji backenda, pač ne samo meni, tudi ljudem, ki znajo manj od mene, je cool in se noter znajdajo in ne rabim jih pol vsakih spora za rokco voditi to. Ne? Ja. Predvsem zato sem fan WordPressa. No, no se to, se fair enough, mislim, ampak to dobro si rekel z uno tretjo verzijo, ne, pa to je res, ne, ker prej je bilo uno, rabimo webmastra, ne? Ja, eden je mogel še zmeren sedeti tam, ne, sam zaradi tega, ja. To je dosti res, ja. Lepa. Pa še ena stvar, kar se radija tiče, ne. Denava zdaj bom dal link do tam, ki ste se s Karoljem o muski pogovarjali, si bilo meni super, tako da, ampak kaj pa tvoje osebne preference, muzičke? Tako puzdaj radio, vrtimo to, kar ne vrtijo, ta veliki, ne? Ja. Kaj pa tep cool? Ker to tam nisi nekaj ekstra razlagal, ne? Tako res me zanima, iz česa ti prihajaš. Iskati srka. Ne, res. Namreč, jaz sem z radijem sem se na SPK začel ukvarjati, ne? In tam so bili sicer neki stari prtci, kot je Boštjan Perovšek, skladatelj, ki je bil tam glasbeni urednik, super to fino vse, tako da načeloma rock, ne? Ampak pa sem pa jaz tam neki, pač tam sem bil, pa malo Zlatko te pečeš, pa tako malo zase. Imel sem celih 16 CD-jev, veš, izbrane glasbe, hudo. Pa je dva FDV-ju, oziroma APU žura na FDV-ju dolo. Si APU? Ja. Jaz tudi. Car! To moram razložiti, analiza politiki. Ja, no, prav. Najboljši študij ever. Zakaj? Ker nismo imeli antropologije. To je sloh naredil. To je dosti res. Pa statistika je bila samo ena. Ja, čeprav statistiko sem pogrnil, ampak ja. Sem pa prišel čez drugi letnik brez težav. No, anyway, skratka, žuri dol v Ameriki, ne? Veš, moje CD-je gor dol, pa tako, pogremo pa na absolventa in jaz vzamem te CD-je sabo, na kar se pa res veš, ni bilo nobenega izbora, pač nekaj tako tisto, kar se pa tako malo se vrti, pa kar je Boštjan rekel, da je kul, pa kar je šef tehnike Vili rekel, da to moraš pa ven med, če se klekao nek tehnik, moraš pa videti, kdo so Led Zeppelin, ne? A veš, jaz to imam samo in kar da enkrat pride vodič, ali kaj že bil animator, vas v bedu, kaj pa je FDV, ste pa 2 tehno DJ-ja smo vzeli sabo. Ne? Fak, musko rabimo, pa je stari, te tole poglej. Pa te mu malo pride, a veš,
in si on sposod moje plate, naredi ta hud žurno in pol mi zrihta job v Katisarku. Vrtim in pol sem 7 let vrtil musko vsako soboto. Zihar, ja, okay. 7 let in pol pa no, tam je pa bil pa Marjan, šef strežbe, ne? Kam je pa on tako mal, lej, DJ, to je ipak rock lokal, klele tole, naštudiri un 5-7, ne? In sem se tam naučil, da ni vseeno, kakšne zaporedje muska pride, ne? Pol greš pa pač z rokovskimi klasikami in pa sem se pa počasi širil, ampak osnova je še vedno rock and roll, ne? Zato tudi, kadar delam intervjuje z muzičarji, ne? Še vedno klasično vprašanje Beatles ali Rolling Stones, ne? Tako da... lepa. Ja. No, kjera 2 podatka, Katisark pa APU, to je pa noro. Ok, zdaj gremo pa na strojno, na programsko, ne? Okay. Ajde, telefon, pa nam te za radijsko prevoz, to je sam nam zanimivo. Yeah. To sem se vajs naučil, o mikrofonih govorite, to pa jaz obolim, ker se to pogovarja. Čak, kaj že imamo, AKG 300B ali nekaj tazga, ja. Raj pozad. Ampak, ajde, telefon, računalnik, tablica pa to. Tablica iPad mini, vija moja draga, hvala. Telefon Nokia Forever. Windows Phone zdaj? Ja, 820. Kaj pa zdaj naredil, kaj bo to Microsoft? Važno, da je do Nokia gor piše, porka Madonna. Se ne bo, ne? Se je po mojem navne. Ja, ne vem. Zakaj pa bi, če so jih že... No, glej, samo prilagodi. Tudi jaz za Microsoft nikoli nisem mislil, da je to nek big bad corporation, ne? Tako da me ne bom motil. No, ampak hočem reči, prej je bil Ericsson, tako je bila regla, pa je bila Nokia, ne, in vse ostalo za me ne obstaja. Okay. Veš, se ne znam predstavljati, da bi imel iPhone. iPad, noben problem, ampak da bi imel pa iPhone, pa evo ne. Okay. Pa, ne vem, kva, no, pač navajen sem, enostavno. Ne. Kva že, komp, zaenkrat še HP ProBook 470. Sem jaz se takrat na Twitterju pogovarjal. By the way, ful hvala za tist, ampak veš, kva je najhujš? Zdaj sem vse nabavil, ne dela. Zakaj? Po mojem so v 7, ker se vidno 7, neki se ne softversko. Ja, mislim, neki se ne poha. Ali sem pa škart robo bej kupil in bo razumel. Ja, lahko pa si Kitajca dobo, ne? Itek sem Kitajca dobo. Tazga, Kitajca. Tako, ja. Okay. Tako, ampak glej, mogoče pa moral počas saj, da še kombo zamenjam, pa si še to v osnovi zamislil, pa da bo zrihtal. Da, že mir, ja. Ampak načeloma performance over price, no. Sploh, kar se laptopa tiče, mi je tale ProBook serija super, ker packs a lot of punch for that kind of money, ne? Ja, tak workhorse je. Tako. Ja, baterija pa pač ne zdrži dosti. Lej, vedno se usedeš tako, da je štekar blizu in to je to. A Kindle ali pa kaj, imaš kakšno tako zadevo? Ne, pa to bo zato, ker sem se pa pol pri Kindle skozi šlepo na mojo drago. Aha, okay. Nimi pa ful mal berem, zadnje čase, ampak kako berem pa na polno. Ne? Trenutno obdelujem Churchillovo hagiografijo, ki mi je itak fascinantno, kako lahko pač o tipu, o katerem vemo vse, še vedno napišeš tak gloating, pa tako je bil super, sem full fan Churchilla, ampak to je bilo pa res wow, get me some insulin. Ampak full dobro napisan, full zanimiv, ampak moram imeti v roke, no. Sem pa zato, kaj sem že prebral na Kindle, oziroma na Kindle appu, spomnim pa propad Tretjega rajha, to pa si ne znam predstavljati, da bi imel buklo. Buklo, to je pa že hladno orožje. Ok, pa za programsko, ne. Zdaj me pa zanima ti, ker si na Nokia, ajde, na Windows Phone, appe, kva tam uporabljaš? Znaš, ko neko Internet Explorer? Ampak resno zanima. Ne, slučajno sem se pred pol leta, mislim slučajno, ker sem imel freebie, priznam, ne? Ja. Office 365. Aha. Super. Verjamem, ja. Super in takoj, ko poteče, grem podaljšati, ker je po 2003 to spet en konkreten pisarniški paket, ki so ga naredili, za moje pojme, tako, se šika. Hočeš reči, ni Word 2010. Ja, ne, glej, jaz sem bil do lani sem jaz furil 2003, Outlook, Word, vse. Pa tole prišlo in največja zamera je bila še vedno Outlooku. Zdaj so pa Outlook spedinali in je... To jaz Outlooka videti ne morem. To ti sam verjel. Glej, Okay. A veš, in jim je, vsi me prehajali na Google Calendar, pa Sync, pa tako dalje, in MS je to zdaj, 3 leta prepozno, ne? Ampak je to zdaj spedino in končno imam jaz koledarje poštimane in se mi je tisk, ker mi je, tako da največ uporabljam to. Okay.
Najbolj luštni mi je, ker jaz lahko, veš, v radijski koledar na mojem telefonu naštimam in pol, da drugi vejo, kaj je. To mi je super. To je magic. To je magic, ne. Drugač pa, kva pa? Kaj, Twitter si rekel prej, da je official, ne? Ja, official, no, nisem gledal, danes sem šokiran, kako za vraga manjka 1 mega fotka, what the fuck is wrong with you people? Ja, to mora biti bug, ja. Pa kva zadnje cajte, Skype, pa sin ne, toliko pa spet ne, veš. Dokler sem imel še E7 Nokia, ki je imela fizične tipkovnice, sem celo tipkal na njo. Zdaj pa na touchscreenu pa to ni, za slovenska tipkovnica to še ni to, za angleško verjamem, da pač... Pa tudi za angleško, mislim, na Androidu je fajn, ker imaš ta Swift key, ki se malo nauči, ne? Ker se je enkrat prepustiš. Sej VP8 ima tudi že, ti sugerira besede. Ja, ampak ta je res. Ok, v redu, šteje, ja. Te približno vejo, kaj je. Stalo pa, kaj pa si... Kaj pa na iPadu pol, tako? Ekstra, Kindle App si že rekel? Ja, Kindle App, evo, ne vem, kdaj sem ga nazadnje odprl, no, res, ker tega Churchilla zdaj gledam že od, kdaj, pomlad, a veš, mislim, ali ne, od jesen prejšnje, a veš, tako da res, tako, kukaj pride, berem. Fajn, dobro, Facebook, Twitter, valjda, ne, ampak pa Skype, pa drugega pa skoraj, ok, no pa za, evo, fotke, mislim, zelo več ne razmišljam fotoaparatu. To mi je pa... In posledično zdaj novo imenovanje OneDrive, ki mi je tudi milijone enih problemov rešil. Pa remote desktops. Aha, dejansko, mislim, vse. Dejansko si, a veš, se zgodi, da se klele Redox na radiju zacikla, dvakrat klikneš, tapkneš, we're back online, ne? Itd. Tako da za zabavo sploh ne vem, kdaj sem nazadnje kaj... Kaj pa za browser, to sem žehotil, ker si na Winsih tam, pa pol si moraš biti na Explorerju na telefonu. Na telefonu sem na Explorerju, presenetljivo dobro dela, na kompu je Firefox. To sem vedel, da boš rekel, ja. Na mojemu kompu, medtem ki pa če sem kle v studiu, so Chromie. Ki je hitrej delo. Ja, včasih je hitrej delo. Ja, se to. Sej, kle ni neke znanosti. Ne, se ni, sej. In pa seveda, whatever comes with the iPad, ne. Ja. Tako da nimam... Ne, si fair enough, sej, sem tako, to je zdaj full ratal, če si na Windows Phone, tam si natisn, ne, si pač na Explorer, ne, pol... Na iPadu pa najdete, da si Safari, sploh ne razmišlja, da bi si Chroma dal, ne. Na kompu pa če je dosto redo kom, si na Firefoxu, pa se dobro počutiš. Ja. Če pa malo bolj škatli v kombi, ima hiter Chrome. Tako, mislim, da je kar logika. Ja, ampak, no, čeprav, mislim, Firefox mi je zdaj že face disease. Edin razlog, da ga še imam, je, da se mi ne lupi fukat, certifikati. Excuse me French, ampak certifikati. Ja, verjamem. Ja. Jaz ga imam v bistvu samo še za to. Ja. Jaz ga imam za to, da lahko prijem do klika. No, ker smo še... To je bilo dobro vprašanje. Kjer od spletna banka? Ne, ker tam v to džunglo pa ne vem, kdo bo hotel. Sam to, to sem pa glih zdaj, sem uslišal, so me eni malo pomerili, v Ameriki je še slabši. V Ameriki oni imajo pa še kar te čeke, ne. Ja. In to je, tam je pa še lepše. Ne, ker se online bankinga tiče, smo v Evropi marsikaj. Smo kar v redu ja. Čeprav ni nič varen, pa whatever, ne, ampak ni pa treba fizično čeka pošiljati v Francijo. Ja. Se pa ga poskenera pa plača. Ne, to mi je bilo, mingrede, taka full napredek, ne, Google izplačevanje, Google Ads, oziroma Google AdSense, ne. Ko sem zanč, ne, po 100 letih sem je nabral 100 evrov, ne, enkrat sem to že plačal in pa bi bilo treba se dobu ček od Googlea, ki sem ga moral nesti, NLB mi ga itak sploh ni hotel naučiti, ne, ker je bil na firmo narejen ček, ne, pa grem v SKB in mi od 100 in nekaj evrov ostane 75 krat 23 evrov in manipulativni stroškov, veš, mislim, zdaj pa kuc. Pa se pretoč, pa nešmerne. Ja, vem. Pa se zdaj že pri zadnjem vprašanju. Da. Ena fizična stvar, ki je naredila vtis na tvoje življenje. Lahko jo še imaš, lahko jo nimaš. Eno stvar moš reči. Da je stvar, ne sme biti babica. Ja, razumem. Ja, ne, mislim tako, če se čist pošten, verjetno bi moralo biti kaj radio related. No? Veš, to mi je recimo, da je to mešalna miza. Ne? To, ampak
Ne, sam je, to je čist legit odgovor, kar se meni tiče. Ampak ne, veš kaj, ne, tako res tisto, kar mogoče res zaznamoval, no, tako, da se rekel, to bi bila pa mogoče prva prometna kazen. Evo, evo, to pa. Boje, mešalko, pa prvo prometno kazen. In to veš kje? Zato, no, zdaj, ja, vidite mi, počas mi je možgan vklopil. V Bosni. Ker jo imam še danes, ki je v čirilici napisana. Ja. In takrat sem videl, kva je to in rahlo skorumpiran državni aparat, ne? In ugled, ki smo ga Slovenci vsaj v času juge imeli, ne? Ker sta se policaja sredi noči v Šipovem, v Republiki Srpski, odločila, da bosta vsem pa tole propisno naredila, čeprav je bilo treba dati 10 mark, da jih ne bi bilo 100, ne? Ampak sem dobil, veš, članek ta, tačka ta, uno, tak, se še danes imam. Tako da ja, evo. Okay, ferno. Najlepša hvala. Hvala tebi, da si se vzel čas. Evo, super je bilo. Tole je bila 65. epizoda Aparatusa. Pengovskega najdete na Twitterju pod @pengovski z Y. Jaz sem na Twitterju @anzet, tam mi lahko težite, lahko mi pišete tudi na mail anze@aparatus.si. Kakršnega koli feedbacka sem full vesel, tako da kar pogumno. Drugač pa še enkrat hvala vsem, ki ste že podparali Aparatus in tistim, ki boste to še naredili. To pa lahko naredite na aparatus.si/podpri. Evo, to je do naslednjega tedna to. Hvala, ki ste poslušali. Čau.